Pozdravljeni! Danes bomo pa govorili o vitaminu B6 in o tem dejansko premalo govorimo, mogoče tudi premalo veste. To je iz knjige Ko imajo hormoni žur na strani 318. V glavnem, vitamin B6 je ključen vitamin, ki pomaga pri tem, da to je eno od vžigalcev v celici. In vem, da o tem sem večkrat govorila, da potrebujemo vitamine B, da potrebujemo vitamin B6. In prva zadeva, da se vitamin B6 veže, potrebujemo tudi vitamin B12. Zato pozor, vsi vegani, tukaj je pametno, da posegate po prehranskem dopolnilu, ker drugače vitamin B12 ga enostavno potrebujemo za vezavo B vitaminov. Naslednja zadeva, vitamin B12 se pa veže s kalcijem, kalcij z magnezijem, magnezij s kalijem, kalij z natrijem, s soljo. Tako da v bistvu ta zaporedje je pomemben, ampak govorili bomo danes o vitaminu B6. Poglejte, svarilna znamenja o pomanjkanju vitamina B6 so utrujenost, potrtost, napetost, razdražljivost, raztresenost, tudi artritis, vnetje sklepov, oslabelost mišic, izpadanje las, razpokani ustni kotički, oslabil imunski sistem, neplodnost, v glavnem, in je ključen za imunski sistem, nadzoruje količino vode v telesu. In vsi tisti, ki imate občutek, da ste zabuhli, da enostavno, da vam zadržuje telo vodo, kaj pa če vam manjka vitamina B6? In da ste zraven še kronično utrujeni, nimate ta pravega pospeška v telesu in predvsem, ko se vam začne obešati koža. Prav vitamin B6 pomaga, da se razgradijo beljakovine na manjše delce, na aminokisline in da jih telo potem vdela v naše celice. No in zdaj poglejte, zakaj rabimo večje količine vitamina B6? Če jemo velike količine beljakovin, recimo športniki, ki jemljejo prehranska dopolnila beljakovin, bi rabili večje količine vitamina B6. Naslednja zadeva, kdor je pod stresom. Kakor smo pod stresom, ker vsi vitamini skupine B so topni v vodi in oksidirajo zaradi stresa. Potem, hormonske motnje, ko pridemo na te spremembe v svojem življenju, telo takrat potrebuje velike količine skupine B. In če tega ni, te imaš valonge, se slabo počutiš, zastaja ti voda. In kolikrat dobimo vprašanje, imam težave v meni, kaj pa če vam manjka B vitaminov? V tem primeru, formula 4 je sigurno pametno kot dodatek, ker hkrati ima pa kombinacijo vitaminov in mineralov, ki deluje točno na boljšo kri. No, zdaj pa kje dobimo vse to v hrani? Rumenjak, jetra, orehi, arašidi, špinača, zelje, kvas, neoluščen riž, žitni kalčki. No, tako da jetrc ne jem, rumenjak, jajca premalokrat, arašide premalokrat. Kje pa dobiš B vitamin? A vidite, kako pomembno je ta B6 vitamin prav za dobro delovanje našega telesa. No in zdaj naprej, kaj so delali v zvezni državi, v eni zvezni državi Iowa, v Ameriki so naredili raziskavo pri zapornikih, ki so bili nasilni in so jim začeli dodajati samo vitamin B6 in dejansko se je zgodilo, da ti prestopniki, ko so bili izpuščeni iz zapora, skoraj nihče se ni vrnil nazaj kot prestopnik. Zmanjša se psihični teror. Vam že grejo, šefu manjka B vitamina, pa partnerju manjka B vitamina, pa tudi meni manjka B vitamina. B6 vitamin je ključen. Ampak zdaj pa spet pozor. Če boste rekli, zdaj pa velika količina B6 vitamina, niste nič naredili, ker vsi B vitamini se med sabo vežejo. Tako da rabimo kombinacijo, zato pravim, dajte posegati po kombinaciji, ker tudi v naravi nikdar ni izoliran. In mogoče tisti, ki ste se prepoznali v tem opisu, dajte mogoče kakšno jajce na dan, ker na ta način boste dobili kar precejšno količino B vitaminov. V glavnem, dejstvo je, da B6 vitamin je vžigalca v celici, ne nazadnje vpliva potem na kurjenje maščob, deluje na dobro počutje in deluje na vse.
Tako zelo pomemben je B vitamin. B6, zdaj pa gremo na B8. B8 vitamin je pa holin. Holin je pa za dobro delovanje možganov. In spet, kdor ima kakršnekoli psihične težave, mu manjka vitamina B8. Spet smo pri B kompleksu. Tako da, glejte, ja, vem, da velikokrat to ponavljam. Vem, da velikokrat rečem, B vitamini so pomembni. Posegajte po dobrem B vitaminu. Kako pa veste, da uživate umetni B vitamin? No, najbolj preprost test je, greste lulat in po umetnem B vitaminu boste fluorescenčno lulali. To se je dogajalo leto nazaj, ko sem sodelovala z nekaterimi. Imen ne bom izpostavljala, ampak stranke so me klicale, ne moje, ampak od tega drugega podjetja, da fluorescenčno lulajo. Ja, umetni B vitamin povzroča fluorescenčni urin. In to ni normalno. Urin, ki nenormalno smrdi, to ni normalno. Ampak včasih, ko uživate prehranska dopolnila, ki so umetna, bi bilo boljše, da jih ne uživate, zato ker to pomeni, da obremenite svoje telo. Ni vse zlato, kar se sveti, absolutno ne. No, zdaj pa pojdimo naprej na B12 vitamin. B12 vitamin, ali pa še prej B8 vitamin. B8 vitamin ga spet dobimo v jajcih, v rumenjakih, v jetrih, orehih, arašidih, dobimo ga tudi v gobah in v zelju. Mlado zelje je zdaj odlična zadeva. Zdaj pa B12 vitamin, ki pa deluje na vezavo vseh ostalih B vitaminov in sploh B12 vitamin, poglejte, sodeluje pri tvorbi mielinske ovojnice. Se pravi, ljudem, ki prebijajo možgani, jim manjka B vitamin. Zmanjšuje razdražljivost. Ljudje, ki popenijo iz lufta, jim manjka B vitamin, B12. Vpliva na zbranost in spomin. Sodeluje pri dobri krvi. Deluje na čvrste nohte. Potem na zdrav živčni sistem. Preprečuje demenco in povečuje energijo. No, in poznam ogromno ljudi, ki rečejo, ja, jaz pa zdaj ne jem nič več tega, nič več mesa, kako sem ponosna na sebe. Ne vem, če je to tako pametna zadeva, ker B vitamini, pogledajte, B6 sem prej rekla, da deluje na razgradnjo beljakovin, da v bistvu vpliva na to, da se gradi naša koža. In če nimaš B vitaminov, ni gradnje, ni obnove in deluje na to, da se tudi razgradijo dobesedno naši živci in naši možgani, pretiravam, začnejo razpadati. Prav ta mielinska ovojnica v možganih, ki je sestavljena tudi iz B vitaminov, če nimamo B vitamina, nam prebija. Zato je tako pomembno, pri vsakem obroku nekaj od beljakovin. Pomembno, ker v nasprotnem primeru postane mlahava koža, nastane celulit. In če se vam dogaja, da opažate svojo kožo, da je taka mlahava, vam manjka B vitaminov in manjka vam beljakovin. Kaj naj pa jeste? Lahko sir recimo jeste, ali pa recimo ta sir za pečenje je zelo dober, zdaj v teh poletnih mesecih, ko mogoče ne uživate v tem, da bi delali neke mesne zadeve, ali pa se vam mudi mogoče. No in v glavnem, komur manjka B12 vitamina, nima koncentracije, težave z ravnotežjem, to je lahko zadaj magnezij ali vitamin B12, uhajanje vode, blata, težave z impotenco, moški, poglejte, pomanjkanje B12 vitamina. Ja, in ko začnemo vse tole brati, rečemo, joj, meni vsega manjka. Možno je. Današnji tempo je hiter in ker je hiter tempo, pa nekje spotoma poskrbimo za sebe, mogoče da posegamo tudi po kakšni hrani, ker recimo polpripravljena hrana ali pa že pripravljena hrana nas vodi do tega, da v kronično pomanjkanje vitaminov in mineralov in to vodi do tega, da sebi pridelamo bolezen. Ja, in pojmo zdaj v drugo smer, da si pa pridelamo zdravje. Ja, začne se seveda na krožniku, nadaljuje se pri spanju, pri obnovi in naslednja stvar, na kar še vpliva, ja, pozitivno mišljenje in naša čustva pa vplivajo na to, da se duša od znotraj pozdravi. In seveda, glejte, človek pomisle, ja, pa saj, če sem pozitiven, ne rabim nobene druge zadeve. Na zemlji smo, telo je tehnično. In tehnično pomeni, da je treba poskrbeti. Glejte, jaz lahko super pozitivno razmišljam in če imam za skurt nek kup
šare, ne bo pomagalo, da bom samo razmišljala, skuri se, skuri se, skuri se. Jaz moram dati vžigalco zraven. Dokler ne dam vžigalce zraven, ne bo gorel. In to vsak ve, to ni treba biti pretirano pameten. Zato, če želim pospešiti moje zdravljenje, je prav, da začnem jej, moli, ljubi. Da začnem več radosti vnašati v svoje življenje, da začnem, eno pravilo, ki ga imamo pri nas. Ko jemo obrok, izklapljamo telefone, se ne oglašamo na telefon in tudi vi, tisti, ki ste me poklicali že med mojim obrokom, rečem, lej, se opravičujem, ta trenutek imamo kosilo. Pač jema, ne? In moje telo je svetišče in zato pač poskrbim za njega, da enostavno ga nahranim. Druga zadeva, obračati se na angelne. Angeli so tukaj, angeli nas želijo zaščititi in angeli hočejo, želijo, da jih prosimo za pomoč, ampak mogoče smo postali čisto utopeli. In druga zadeva, blagoslov. Vse to, kar želim, da se izboljša, blagoslavljam. Vse to, kar želim, da odide, blagoslavljam. Blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. To ni energija agresije, ni energija boja, to je energija ljubezni. In ko sem zaključovala zadnji ta partnerski odnos, sem rekla, jaz te imam neizmerno rada, ampak še bolj imam rada sebe. Ko imaš sebe najbolj rad na tem svetu, takrat se postaviš na prvo mesto. In res je, brez koga ne moreš živeti, brez sebe. Ja, včasih je lažje zbežati od nek odnos, zato da nisi sam. Včasih je lažje potešiti to svojo samost s hrano in na koncu si razočarana ali pa razočarana nad sabo. In ko pa prideš v stik s sabo, takrat ne bežiš več pred sabo, ne pred svojimi čustvi, ne pred tem, kdo si. Takrat se umiriš. In želim vam povedati eno zgodbo iz svojega življenja. Leta nazaj, ker še nisem imela pojma ne o angelih, ne o ničemer. In takrat sem že začela delati tibetanske vaje. In sedim na balkonu v miru in v tistem trenutku me nekaj zmrazi. In takrat sem samo v miru rekla, kdo si? In me prešine misel Mihael. Nadangel Mihael. To je najmočnejši angel, ki te zaščiti, predvsem slabim, ki ga lahko kadarkoli prosiš za pomoč, ki ga prosiš, ogrni me v moder plašč svetlobe. In vse tisto, kar ni ljubezen, naj se vrne k svojemu izvoru. Vse energije teme, naj se vrnejo k svojemu izvoru. Vse tisto, kar je svetloba, ta plašč prepušča samo energijo miru, ljubezni, svetlobe. In ko se zavedamo, da smo popolnoma varni, zaščiteni in da so angeli tukaj, da nas želijo zaščititi, takrat je lažje. In veste, kakšen dan, kakšno uro si vzeti samo za sebe, da greš v gozd, da se naužiješ energije, da se usedeš, da objameš drevo, ne da ga posiljuješ, ampak tisto drevo, ki te pokliče, da greš k njemu, ga objameš in se zahvališ za to zdravljenje. Da, če ti pride neka žival nasproti, zdaj seveda imam v mislih polže, da ga zaprosiš za zdravljenje svoje kože in se mu zahvališ za kolagen. Narava je tu, da nas pozdravi, ko mi dovolimo. Zato, glejte, življenje je lepo. Vzemite vse tisto, kar je lepo, boste videli, življenje vas bo vedno podprlo. Imejte se radi.